Je zmaga župana Ljubljane in slovenske prestolnice Zorana Jankovića, ki je velik podpornik nekdanjega premierja Roberta Goloba, na prihajajočih lokalnih volitvah prvič ogrožena in ni več samoumevna. Tovrstna razmišljanja so se pojavila po dogajanju v Štepanskem naselju, kjer so se prebivalci uprli županovemu režimu pobiranja parkirnine in pa tem, ko je pobudnikom referenduma glede odloka o parkiranju v ljubljanskih soseskah uspelo zbrati podpise za razpis referenduma. Bo ta referendum tudi širši preizkus podpore ljubljanskemu županu Jankoviću pred jesenskimi volitvami? Kaj bo z dokončanjem gradnje kanala C0, potem ko je vajeti Ministrstvo za okolje in prostor prevzela nova ministrica, ki verjetno ne bo imela toliko posluha za dokončanje gradnje, kot je bilo to pod vlado Roberta Goloba, ga še vedno podpira in ali bo sodeloval z novim predsednikom vlade Janezom Janšo, o katerem v preteklosti ni našel veliko lepih besed. Vse to bomo izvedeli iz prve roke, saj je naš gost ljubljanski župan Zoran Janković. Dobro večer, gospod Janković. Dobro večer. Najprej, se morda bojite, da lahko letošnje volitve izgubite? Ne vem, zakaj bi se bal. Gre za mojo odločitev, da grem v kandidaturo, kdorkoli se bo pojavil, vse spoštujem, nikogar se ne bojim. Pač predstavljamo z ekipo naš program, ki ima utemeljitev na teh 20 let podlage. Ko smo pokazali to vizijo, zdaj bomo jutri podali vizijo Ljubljane 2045 in Ljubljančani bo sami odločili. Bojim se pa ne. Veste, zakaj vas to sprašujem? Ker se zdi, da ste šli v Štepanskem naselju z uveljavljanjem svoje volje glede parkirišč predaleč. Prvič se vam je na nek način zgodilo, odkar vas spremljam, pa sem bil parkrat tudi na terenu, ko ste se vi srečali z ljudmi, da vam jih ni uspelo pomiriti in zbrali so celo dovolj podpisov za referendum o parkiriščih, kar se je še pred enim letom zdelo nemogoče. Ste šli predaleč tukaj z uveljavljanjem svoje volje? Jaz mislim, da ne, ampak treba zdaj vrniti se 2 let nazaj. Mi nismo to začeli zaradi moje volje, ampak enostavno to so bili pogovori z EPOP-om, Prostorožom in pač z skupnostjo, ker so oni predlagali, kaj želijo narediti. In to smo hoteli zagotoviti. Se pravi, da so zelenice zaščitene, interventne poti zaščitene, da imajo možnost starejši in otroci hoditi po pločnikih. In ta pogovor je bil, jaz nimam nobene besede reči, pa če so odločili za civilno inicijativo Štepansko naselje, da gre zbirati podpise. V skladu z zakonodajo smo absolutno odobrili, brez da bi karkoli rekel, zbrali so dosti podpisov in poudarjam, naredili smo 2 stvari, ki treba povedati. 1. junija smo 27 glasovi za in niti enim proti umaknili ta sporni odlok, ki je po mojem mnenju še vedno bolj pravičen in tega odloka ni več. Takrat, ko so začeli zbirati podpise, jaz odloka nisem objavil v uradnem listu, torej je bil viseči, ga ni bilo več. Ampak zakaj ste vi recimo tako trmasto vztrajali pri odloku o parkiranju? Če bi ga umaknili prej, se zdi, da v bistvu bi civilni iniciativi vzeli moč iz rok, oziroma ali ste precenili to, da ne bo jim uspelo zbrati dovolj podpisov in ste zato rekli, ne bom tega umaknil, ko pa ste ugotovili, da jih verjetno bodo, pa ste rekli, ok, umaknem odlok in poskušam zadevo končati? Sta 2 stvari. Prvič, še enkrat pravim, absolutno spoštujem demokracijo in tudi dokaz. Ko so začeli to zbirati, niti enkrat nisem nastopil proti, bil sem na sestanku, bil sem na zboru krajanov. Meni je bil zbor dober, sprejeli so nekaj sklepov, teh 20, ki jih naprej obravnavamo. Zgodba je še danes pravim, da je ta odlok, ki smo ga predlagali marca 26, boljši saj v 2 točkah. Prva točka je bolj pravičen, moje mnenje, da da prednost, da dobi tisti prvo parkirno dovolilnico, ki stane 6 € na leto, ki nima garažnega mesta. Ne garaže, ne parkirnega mesta. In drugo, s tem odlokom smo zniževali ceno nočnega parkiranja od 4 na 2 evra. Odločitev, ker še enkrat pravim, takrat smo mi sprejeli 1. junija najprej ta odlok, da ga umaknemo, se pravi, civilna iniciativa je dosegla svoj namen, odloka ni več in potem smo pa sprejeli tudi 40 glasovi za, niti enim proti, da gremo v referendum. Ampak, gledajte, gospod župan, mnogi zdaj vse to dogajanje okrog plačevanja parkirišč v Štepanskem naselju in to, da je civilni iniciativi uspelo zbrati dovolj glasov, si razlagajo in vidijo, kot da ste prvič ranljivi na volitvah. To, kar razlagajo, to se bo pokazalo, kajti zdaj, če gledamo v zbiranju podpisov, pa ne bi nobenega razžalil, ampak v principu, ko gledam, kdo se vse skupaj zbral, kaj vse omenja o tem kot civilna iniciativa, tu so se pač zbrali tisti, ki kogarkoli kaj moti,
po tem, kar je bila naredila. In jasno, da je župan kriv, jaz sem kriv za vse tako, ne. Za dobre zadeve, ne. Zdaj, če me sprašate, to je isto. Mi smo, torej, Štepansko naselje in ta pobuda mi ni v plus, da bo zelo jasno, jaz to dobro vem, ne. Ampak to so še vedno moji volivci, jaz sem prepričan, da bo videli, da je naša varianta boljša. Po drugi strani, prije smo se mi to odločili, ko vi zdaj sprašujete, mi smo mnenje imeli dva bivša ustavna sodnika, gospod Ribičič, gospod Grad, profesor ustavnega prava, gospod Kavčič, in oni so rekli, da ta odlok ni več veljaven. Mi nismo šli na pamet. In ko smo se odločili za referendum, bom pa zdaj povedal, referendum, ja, absolutno, to je više demokracije, referendum ali pa volitve. In če ga bodo recimo predlagatelji dobili, ne, boste to razumeli kot nezaupnico vam in da boste težje zmagali? Kaj pomeni dobili? Mi se nismo prijavili kot mestna občina, da sploh smo aktivni v referendum. Tudi Lista Zoran Janković, tudi jaz. Ker ali greste vi na referendum ali ne greste, se nič ne spremeni. Odloka ni več. Ko prijete na referendum, glasujete za ali proti, se nič ne spremeni, odloka ni več. Tako da je ampak ta mnogi referendum... bodo to razumeli, gospod Janković, tudi kot test, ne, če se 45.000 voljivcev odloči, da to podpre, ne, to je ta kvorum, ki ga je treba dobiti, ne, kot izraz nekega nezaupanja v vaše vodenje. Absolutno ne, to imate prav, ampak to bomo potem videli, kaj bo na volitvah. Ampak še enkrat pravim, ne, jaz se ne bom na to več oglašal, jaz sem svoje povedal, včeraj smo imeli na novinarski konferenci izjemno nastop tako podžupana Crneka, ki je povedal celo zgodovino tega, podžupana Koritnika, ki je razložil ta pravno pomen. Ampak še enkrat pravim, ne, mi ne bomo na tem sodelovali. Ali bojo ljudje prišli ali ne, se bojo sami odločili. Ampak še enkrat, glede na to, ne, kdo je vse stoji v tej civilni iniciativi. Ampak se imajo pravico, ne? Absolutno, da ne bi kdo rekel. Ampak mi glasujemo o parkirnem sistemu in ne o tržnici, ne o ne vem čemu, ne o Plečnikov stadion. Ampak dajva narediti prelom naprej, ne? Spremembo oblasti se pod vprašaj postavlja tudi dokončanje gradnje kanala C0. Z zamenjavo oblasti prihaja nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, ki je glede kanala C0 napovedala strožji nadzor, celovit zunanji nadzor oziroma revizijo projekta kanala in spoštovanje zakonodaje. A to pomeni, po vašem mnenju, da tega ne boste zmogli oziroma naredili do konca? Tudi to moram razčistiti. Absolutno vse podpiram, to, kar bo rečeno. Mi nismo dobili gradbeno dovoljenja v tem zadnjem mandatu, ki ga je zaključil Robert Golob. Skozi več vlad smo pridobivali. Mi imamo... Ampak to zadnje je ustavno sodišče dovoljenje razveljavilo, ki ga je dala državna sekretarka. 8 gradbenih dovoljenj imamo. 8 gradbenih dovoljenj, od tega 7 pravnomočnih, kar pomeni, da te se ne da več umakniti. In še enkrat rečem, to je investicija Evrope, Slovenije in pa Ljubljane. In absolutno ne naredijo revizijo, nima nobenega problema s tem, ker to, kar so pisali po ministrstvih, to, kar se dogaja na upravni enoti, pa ne meni spraševati. Zato pravim, mi smo imeli, to me najbolj moti. Ampak zdelo se je vseeno, ne, gospod župan, ne, glejte, vseeno je bila ta odločba podpisana, ne, gospa državna sekretarka Sršenova je podpisala odločbo, s katero je odpravila Arsov sklep, da je za področje Vižmarjev in Ježice potrebno opraviti presojo vplivov na okolje, ne. Kakorkoli, ne, v tej vladi Goloba je vam šlo to ministrstvo bolj na roke, kot vam bo šlo verjetno zdaj in prej. Jaz sem tudi imel, mislim, da 3 ali 4 gradbena dovoljenja v vladi, ko je vodil Janez Janša, kjer sva izjemno dobro sodelovali z gospodom Vizjakom, ministrom, tako da ni en težav. Pa še to ne moram povedati. Tle gre, če sem jaz dobro zastopil, da je podpisala nepooblaščena oseba. Ministra ni bilo in ona podpisala. Ampak to morajo tam rešiti. Saj sodišče je odločilo, ne, da ni imela tega pooblastila in zdaj zadeva. Ja, ampak čakajte. Je še sodišče, da je tudi na drugi strani, ne. Kaj smo mi krivi, če nekdo podpisal na ministrstvu, ki nima pooblastila? Dobro, gospod Jan, poglejte... A vi pričakujete, da jaz to preverjam? To slučajno ne. Pa še eno zadevo bi rad povedal. To, kar se zahteva presojo vplivov na okolje, gre samo za kineto. Tako je, tisti del. Tisti del, dodatno varnost. In profesor Pirnat je napisal mnenje,
da za kineto ni potrebno dodatne presoje, da vpliva na okolje, ker je to del izvedbenega projekta. Glejte, Janševa vlada, nova koalicija je skupaj z Resnico sprejela zakon, ki prepoveduje glasovanje na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav. V Ljubljani je takšnih volivcev okoli 10%, kar ni zanemarljivo. Menite, da želi s tem Janševa koalicija zmanjšati možnost vaše zmage na naslednjih volitvah? A se vrnemo nazaj na 15 let. Takrat se je gospod Peter Majer, če se ne motim, v glasu pa je rekel, ne, zmagali so trenirkarji, ne, kar je letelo spet na te ljudi, ne, ki so poreklom iz bivše skupne države. Da je moramo izločiti samo ne, Hrvaško, ker je del Evropske unije. Jaz sem mešan čistokrvni, to sem že povedal, en v Srbiji tu. In če me to sprašujete, ne, jaz zelo direktno povem, ne poznam, nisem govoril, ampak tarča je Zoran Janković v Ljubljani. Ampak kako pa recimo zanimivo, da je takšno prepoved potvoril tudi predsednik Resnice, Zoran Stevanović, ki ima prav tako srpske korenine? To me pa res zanima, ne, ker če sem jaz dobro zastopil, zakaj je šel dol v Beograd in v Beogradu bil lepo sprejet, da se govori, da bi podpiral srpsko manjšino v Sloveniji, kar jaz absolutno soglašam. Tam je to podpiral, tale pa glasuje proti tistim, konec koncev, ne rečem, kot druge ljudje, ki bivše skupne države, razen Hrvaške, ne, ampak to ne on pojasni. Glejte, gospod Janković, ste župan Ljubljane, ki je tudi glavno mesto. Kako boste zdaj sodelovali z Janezom Janšo? Boste sodelovala ali boste delala drug mimo drugega? Torej, jaz z Janezom Janšo sodelujem kar nekaj let, ker sem že dolg župan, ne, in da tudi to je njegova četrta vlada. Moram priznati, da smo dobro sodelovali v času covida, ne, do tistega topa, ne, in do tiste šprice, nekaj so po ljudeh polivali. Drugače pa glavno mesto in država mora sodelovati, njemu je prepuščeno, kako se bo odločil. Glejte, vi ste napovedali, da bodo vaše pravne službe preučile možnosti preučitve pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah, ki jih ureja zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Kaj so vam sporočile? Lahko s pravnimi sredstvi to preprečite? Že veste ali ne? Na vsak način vedno delujemo po pravnih sredstvih, čakamo mnenja, vse tiste potrebna, pa tle moramo ročiti. Nekdo drug dela politizacijo pokopa. Jaz sem za 5. pokop. In razen mnenja, da ne govorim, ne, profesor Mušič, ne, je naredil kostnico, ne, kjer je pripravljena za ta pokop. Te treba sam končati. Odločili so se za Ljubljano. Jaz mislim, da te pravice, da je nekdo poseže na zemljišče mestne občine Ljubljana, ker mi smo v Žale in ostala pokolišča vložili 30 milijonov evrov. Kupujemo zraven zemljišče, da imamo sploh za svoje ljudi. In če sem čisto iskren, še eno stvar. Jaz te poboje tak in tak obsojam, ampak ne morejo pa jeti na isto pokolišče z partizani, tisti, ki so bili na strani zmagovalcev druge svetovne vojne, ki so premagali največje zlo, fašizem in nacizem. Ampak če bo recimo prišlo do tega pokopa, ne, boste poskušali to fizično preprečiti? Lepo vas prosim, jaz se še vedno držim demokracije in zakonodaje. Absolutno. Povejte, še podpirate Roberta Goloba, ga še vidite kot liderja opozicije in predsednika Gibanja Svoboda? V zadnjem času se kot njegova naslednica omenja Alenka Bratovšek, ki je po poročilu KPK takrat prevzela, če se ne motim, vaše mesto predsednika Pozitivne Slovenije. Še podpirate Roberta Goloba? Ga vidite kot liderja opozicije? Bom takoj ne. Jaz mislim, da je Robert Golob boljši v opoziciji kot v opoziciji. To je moje mnenje. In mislim, da je naredil izjemno dobre rezultate zadnje 2 leti z celotno vlado, tako da absolutno jaz svojih prijateljev ne zapuščam. Kar se pa tiče, ker ste že omenil KPK, ne, bom še enkrat ponovil. KPK je uradno izjavil, da Zoran Janković ni imel problema vira premoženja, samo nisem javil spremembe. Vračilo kredita, se pravi iz kredita, ne v gotovino. Ampak potem je v Evropskem sodišču bila, potem, ko so še enkrat to sprevedli, je bila odločitev, da so ugotovitve KPK-ja držijo v ponovljenem postopku. Še enkrat povem, KPK je to ugotovil, mi smo šli na drugo na to. Jaz KPK odločitev ne mnem. Uradno njihovo mnenje je točno to, kar sem rekel. Nisem imel problema z virom premoženja, to je njihova izjava, ne, nisem pa javil spremembe. A ste razočarani, ker Robertu Golobu ni uspelo sestaviti vlade, ker zdaj boste imeli opravka z Janezom Janšo namesto z njim? Razočaran ali vesel, kakor hoče, eno od teh dveh čustev, je praktično nepomembno vprašanje. Robert Golob je posamezu zmagal na teh volitvah. En sedež mu več kot to. Janez Janša je sestavil vlado. Vse se podobno zgodilo
leta 2012. Ne. In nekaj je pač po razočarani, ljudje so tako odločili, tako so imeli glasove. Bolj problem je ne to, kar smo rekli, tisti, ki so se, ne govorim o strankah, ker stranke nobenega poslanca nisem niti poznal, govorim o liderjih strank, ki so govorili, ne bomo šli, to so demokrati, ne pa resnica. Ampak na koncu ne, življenje se ne konča tu. Ne. Prihajajo tudi druge volitve, situacija bo zelo zanimiva za videti, kako se bo to odvijala, kako se bo razvijala. In osebno mislim, ne, da finančni minister Šircelj se zaveda težkega položaja. Tudi njegove izjave so po mojem okusu zelo korektne in niso daleč od tega, kar je govoril ne, bivši finančni minister. Računate, gospod Janković, da se vrneva pa končava, računate na zmago v prvem krogu, ne? Ker po zadnji anketi Nina Medija bi v primeru, če bi kandidirala Urška Klakočar Zupančič, vi dobili 37% glasov, 20 Urška Klakočar Zupančič, Aleš Primc 10, Asta Vrečko 8, kar bi pomenilo, ne, da ne bi zmagali v prvem krogu. Se bojite tega? Ker v drugem krogu je vedno vse mogoče. Tudi v prvem krogu je vse mogoče. Seveda. Ampak kot to odločajo Ljubljančani, ne, mi bomo vse naredili tisto, da je ta zmaga v prvem krogu. Vse to, kar govorite, ne, jaz se tudi ne bom oziral na imena. Zaenkrat smo 3 uradni kandidati. Gospod Feratović, gospod Primc pa jaz. Vse te špekulacije, kdo bi prišel, bomo počakali pa videli. Mislim, da se bo začelo konec avgusta, pa res govoriti o ljudeh, ki bojo prišli. Ali bojo od teh, ki jih vi omenjate, kdo kandidiral, še enkrat bom rekel, dobrodošli, nikogar se ne bojim, vse pa spoštujem. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam.